Ok, dobrodošli na drugem predavanju letošnjega letnika Inštituta za delavske študije na temo intelektualcev. Danes je z nami Gorazd Kovačič, sindikalist in profesor sociologije na Filozofski fakulteti. Tako da ne bom delal predolgega uvoda, bi vam kar dal besedo. Hvala lepa. Jaz sem si pripravil precej dolge zapiske, tako da jih bom moral sproti skrajševati. Sicer bo to preseglo tisto okvir, kot so mi ga naročili organizatorji. Zdaj, najprej tole. Organizatorji letnika so me povabili, naj pripravim neko strukturno kritiko univerze in intelektualcev. In z tega vidika je že sam koncept letošnjega letnika kar zanimiv, zato ker izraža določene uporabne smernice. Namreč intelektualci so v resnici protislovna družbena skupina. Besedilo letošnjega letnika recimo navaja, da je intelektualno delo še vedno deležno družbenega prestiža, ki izhaja iz prastare delitve na umsko in ročno delo. In potem ta družbeni prestiž vodi intelektualce v povzpetniško malomeščanstvo. Na drugi strani se je pa intelektualno delo razredno razslojilo in se je v pomembno delu proletariziralo. Koncept tudi navaja, da se je intelektualno delo, da bi se moralo za to razčarati, vendar se pa v resnici ni in celo sami intelektualni proletarci so pripravljeni na samo izkoriščanje, ravno iz prepričanja, da ima njihovo delo neko posebno družbeno poslanstvo. Potem koncept tudi na eni strani navaja ideološko funkcijo intelektualnega dela za ohranjanje obstoječe razredne hegemonije, na drugi strani pa ravno nasprotno, se pravi, intelektualci so lahko aktiven element v razvoju razredne zavesti delovnih razredov. In iz tega nasprotja sledita dve protislovni vlogi intelektualcev v razredni strukturi, kar se tiče njene reprodukcije. Zdaj, pojem intelektualcev sam, ki je v naslovu vašega letnika, je po moji oceni zaznamovan s to predpostavko o a priornem posebnem družbenem pomenu te skupine in njene dejavnosti. Natančneje, ta pojem sugerira, da imajo intelektualci in intelektualno delo nek vzvišen družbeni pomen. Lahko bi rekel, da je pojem intelektualcev intelektualističen. Na ta način, kot tisti, ki ste hodili na moja predavanja na sociologiji, lahko po Tomu Bottomoru rečemo, da je pojem elit elitističen. Zato, ker pač izhaja iz neke postfeudalne ideologije in upravičuje zasedanje položajev družbene moči z domnevnimi odličnimi osebnostnimi lastnostmi tistih, ki so v resnici sociološko vzeto vladajoči. Tako da nekaj podobnega se drži pojma intelektualci, ki se mi zdi intelektualističen. Ampak seveda ta metaforična vzporednica še ni dovolj. Treba je tudi pojasniti, iz katerega ideološkega okvira izhaja pojem intelektualcev. Mislim, da je ta pojem nastal kot del razsvetljenskega programa. Vprašanje je pa tole, koliko tistih, ki so danes formalni pripadniki intelektualnih poklicev, je še zavezanih razsvetljenskemu programu, koliko pa kakšnemu drugemu početju in ciljem, in to vprašanje je empirično vprašanje. Lotil se ga bom nekoliko kasneje, tudi na primeru pač analize razvoja visokošolskega prostora pri nas v zadnjih desetletjih. Pred tem bi pa rad odprl pravzaprav z neko teoretsko potezo, neko drugo perspektivo, nek drug pogled na to skupino, ki delovno zaenkrat še pravimo intelektualci. Rad bi analiziral raznolikost te skupine in protislovja znotraj nje. Rad bi opozoril na tole, koncept vašega letnika izpostavlja določena od teh protislovij, s tem pa tudi razpira možnosti za analizo raznolikih in protislovnih razrednih položajev te skupine.
Zdaj, a priorna predpostavka, da imajo kar vsi pripadniki te skupine posebno razsvetljensko poslanstvo, je lahko ovira za analizo nečesa drugega, in sicer za analizo njene razredne razčlenjenosti. Tako da prva stvar, na katero bi rad opozoril, je to, da so tudi intelektualci družbena skupina, ki je potisnjena v pravzaprav več produkcijskih načinov oziroma več razrednih razmerij, odvisno od tega, kdo so njihovi financerji in naročniki, pa tudi odvisno od tega, kakšna notranja razmerja v akademski skupnosti, razredna razmerja v akademski skupnosti v bistvu vzpostavlja akademska kultura posamezne skupine ved. In teh akademskih kultur je več. Tisto, kar predlagam za nadaljevanje tega predavanja, je to, da vsaj začasno odmislimo pojem intelektualcev, ki je ideološko obremenjen, in namesto tega razmislimo o pripadnikih tega poklica kot o umskih delavcih ali pa znanstvenih in kulturnih delavcih, skratka kot o specifični podskupini delavcev. Če zadevo zastavimo tako, potem pa imamo neke druge konotacije. Namreč ta pojem, recimo znanstvenih in kulturnih delavcev, implicira, da so tudi ti ljudje vpeti v določene razredne razmerja. Napotuje torej k premisleku in k raziskavi teh razmerij in k ugotavljanju, kakšna je raznolikost razrednih položajev intelektualnih delavcev. Treba je tudi pogledati, kakšna so razmerja med znanstvenimi in kulturnimi delavci in pa njihovimi naročniki in financerji. Ti so lahko javni, lahko so zasebni. Javni so lahko tolerantni do avtonomije znanstvenega ali pa kulturnega polja, lahko vsiljujejo neko lojalnost ideologiji vladajoče oblasti in tako naprej. Tu so razne možnosti. Gre seveda tudi za različna pričakovanja različnih skupin naročnikov in financerjev, kakšna naj bo uporabna vrednost produktov intelektualnega dela. In to pomeni, da se nam poleg analize razrednih razmerij odpre tudi analiza različnih možnih ideoloških pričakovanj glede zasnove in glede rezultatov intelektualnega dela. Naročniki in financerji lahko artikulirajo nekako 5 različnih tipov pričakovanj, kakšna naj bo uporabna vrednost rezultatov dela znanstvenikov. Prva možna situacija je ta, da imate javne financerje, ki vrednotenje pomena predvsem bazičnih znanj prepuščajo avtonomiji znanstvene skupnosti. Potem je drugo možno pričakovanje, da imate javne financerje, ki pa do aplikativnih znanj gojijo pričakovanje, da bojo praktično uporabna. In je to nek kriterij za financiranje. Potem imate lahko nedemokratično državno oblast, ki določena znanja marginalizira, kadar so v nasprotju z njeno uradno ideološko agendo. Potem imate pa še zasebne naročnike, in sicer lahko zasebni naročniki ali pa tudi v resnici javni naročniki od družboslovnih aplikativnih ekspertiz pričakujejo, da bojo pokrile njihove partikularne interese. In potem še 5. situacija, imate komercialne naročnike, ki naročijo neke razvojne raziskave recimo naravoslovnim ali pa tehniškim institucijam in pričakujejo neposredno tehnično uporabnost rezultatov. In zato so pripravljeni tudi plačati in je to pač biznis. Verjetno podobno širok diapazon možnih pričakovanj lahko najdemo tudi pri naročnikih oziroma financerjih kulturne produkcije. In na tem razponu imate recimo naslednje možnosti. Lahko pač financirajo kulturno produkcijo in prepuščajo sodbe o njeni vrednosti estetski avtonomiji ustvarjalcev. Lahko pričakujejo reprodukcijo določene ideološke agende
lahko pa so pripravljeni financirati kulturno produkcijo samo po kriteriju komercialne zabavnosti. Skratka, da gre za pač množično popularno kulturo. Pri znanstvenih in kulturnih delavcih, ki delajo za komercialne naročnike, je pač jasno, kakšen družbeni pomen njihovih produktov dela se pričakuje. Pričakovanja javnih financerjev pa niso tako zelo enoznačna in samoumevna. Lahko financirajo znanstveno in kulturno produkcijo iz prepričanja, da ima pač nek domnevno velik družbeni pomen, ampak kakšen je ta pomen, prepuščajo avtonomnim sodbam akademske oziroma kulturne skupnosti. Lahko pa pogojujejo financiranje z nekimi pričakovanji o aplikabilni uporabnosti, se pravi, da se bo uporabna vrednost realizirala pač v neki družbeni praksi, bodisi komercialni, bodisi nekomercialni. Lahko pa seveda tudi pogojujejo financiranje znanosti ali pa kulture s tem, da so produkti tega dela kompatibilni z uradno ideologijo konkretne oblasti, recimo, da so skladni z nacionalistično agendo ali pa z neko neokonzervativno agendo in podobno. Zdaj, zakaj so ta različna razmerja in pričakovanja različnih tipov naročnikov in financerjev pomembna, če govorimo o intelektualcih kot o intelektualnih delavcih? Zato, ker pač iz teh pričakovanj, ki jih izražajo eksplicitno ali pa implicitno naročniki oziroma financerji, sledi konstituiranje nekih razrednih razmerij. Ko imate naročnike s komercialnimi motivi, potem bodo znanstvene ali kulturne delavce pač angažirali v neko delovno oziroma poslovno razmerje. V takem poslovnem razmerju lahko ti delavci tudi zaslužijo veliko, vendar bo razmerje trajalo samo toliko časa, dokler ta delovni proces generira presežno vrednost za naročnika in torej omogoča akumulacijo kapitala. Na drugi strani imate financerje z nekimi ideološkimi, recimo temu bolj propagandnimi motivi, in ti bojo eksplicitno konstituirali znanstvene oziroma kulturne delavce kot ideološke delavce. In pričakovali bojo, da je njihova naloga prispevek k reprodukciji vladajoče ideologije. Tisti javni financerji, ki presojo družbenega pomena prepuščajo avtonomiji znanstvene oziroma kulturne skupnosti, pa lahko organizirajo financiranje teh dejavnosti tako, da vzpostavijo javne službe in potem v okviru javne službe, ki ima neko opredeljeno poslanstvo, zelo nasplošno, pač ti intelektualni delavci izvajajo delo kot javni uslužbenci ali kot uslužbenci pri koncesionarjih. No, iz te schematske razčlenitve sem pa izpustil neko posebno situacijo. Namreč to je situacija, v kateri javni financerji sicer nastopajo z določenimi implicitnimi pričakovanji, lahko so to tudi neka implicitna ideološka pričakovanja, vendar znanstvena oziroma kulturna skupnost ne prepozna teh pričakovanj kot ideoloških, jih ne razgali in jih ne zavrne. Lahko jih celo ponotranji, še več, lahko pravzaprav neka ideološka agenda izvira iz same znanstvene oziroma kulturne skupnosti. Javna birokracija pa to potem šele sekundarno sprejme in reproducira pač v svojih birokratskih postopkih. In taka situacija, ko univerza sama zganja ideologijo, ne da bi se tega zavedala, in ko jo pravzaprav izvaža v birokratske aparate, ki jo financirajo, je mogoče najbolj zanimiva za strukturno kritiko univerze in intelektualcev. V zvezi s tem predlagam, da si zastavimo 3 vprašanja in jih imamo v mislih v nadaljevanju. Prvo vprašanje je tole: katere ideologije o družbeni uporabnosti znanosti danes s svojim diskurzom in svojimi praksami reproducira znanstvena skupnost
oziroma jih reproducirajo znanstvene institucije. Drugo vprašanje je, kakšna notranja razmerja danes generira sama znanstvena skupnost oziroma znanstvene institucije, in ali so ta razmerja generirana po neki logiki, ki je pravzaprav ne sprožajo sama pričakovanja financerjev oziroma naročnikov. In potem še tretje vprašanje, kaj ta ideološki okvir same intelektualne skupnosti in kaj te njej lastne notranje razredne prakse pomenijo za možnosti za tisto, kar je opisano v naslov vašega letnika, se pravi za nekaj, čemur bi lahko rekel intelektualna eksistenca, v smislu zavezanosti nekakšnemu razsvetljenskemu projektu. Na ta vprašanja bom odgovoril prek konkretnega primera razvoja visokega šolstva pri nas. Na to se spoznam tudi iz 10-letne sindikalne prakse. Vsekakor se na visoko šolstvo spoznam bolj kot recimo na kulturo, zato v nadaljevanju ne bom več govoril o kulturnem polju, o kulturnih delavcih in tako naprej, ampak o dogajanju v visokem šolstvu. Najprej bi vam rad pojasnil nekaj organizacijskih zadev, zato da boste razumeli, v kakšnem okviru se visoko šolstvo bori za svoj kos pogače oziroma v kakšnem okviru se visokošolski delavci, ki so nanizani na različne razredne pozicije, borijo za svoj kos pogače. Prva stvar je tale, visoko šolstvo je sestavljeno iz visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Vsaka od teh dveh se financira iz več virov in s tem na več različnih načinov. Visokošolska oziroma študijska dejavnost, to je prav kategorija v proračunu, se večinoma financira iz proračuna. Visokošolski zavodi dobivajo tako imenovano pasovno financiranje, se pravi nek denar v kosu, s katerim potem avtonomno razpolagajo za neke določene namene. Skratka, univerza recimo se sama odloči, kako bo ta denar razdelila med fakultete in akademije. V manjšem delu se študijska dejavnost financira s prispevki študentov, recimo z raznimi prispevki za zamudo pri opravljanju izpitov in podobno. Ponekod, kjer še obstaja izredni študij v omembe vrednih količinah, tudi s šolninami. Na drugi strani imamo raziskovalno dejavnost. Ta se je do nedavnega na univerzah financirala predvsem razpisno, samo v manjši meri pa na stabilen način. Razpisi so lahko javni nacionalni razpisi, neke agencije za znanost, ki se s kratico imenuje ARIS, lahko gre za javne evropske razpise, lahko gre pa za komercialne razpise, za sodelovanje z industrijo ali pa recimo za pripravo nekih ekspertiz ali pa naprimer, predvsem ekspertiz, raziskovalnih poročil, mogoče nekih zasnov, neke zakonodaje, recimo za različna ministrstva. Zdaj jasno je, da imajo možnosti za izvajanje komercialnih projektov za industrijo oziroma za državo tisti, ki delujejo v aplikativnih vedah. Na razpise nacionalne agencije oziroma evropske razpise se pa lahko prijavljajo tudi tisti, ki delujejo v bazičnih, v čistih znanostih. Zdaj, če gremo malo bolj konkretno pogledati, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju pri nas z visokim šolstvom, potem je treba izpostaviti 4 strukturne okoliščine, ki so zaznamovale razmere za delo in pa razmerja med poklicnimi skupinami. Prva okoliščina je že stara in to so tradicionalne razredne hierarhije in razne prakse mikrofizike oblasti v akademski sferi. Druga okoliščina je nekaj, kar se je okrepilo od osamosvojitve naprej, in sicer izrazito razpisno financiranje znanosti in razredne posledice tega načina pridobivanja sredstev. Tretja okoliščina je vse skupaj še zaostrila in tu gre za posledice proračunskih rezov, ki so se zgodili leta 2012 in so potem kar precej časa vztrajali.
In pa še nekaj, kar je rezultat, bom rekel, strukturnih okoliščin v teh pogojih proračunskih rezov, namreč naraščajoče razlike v razvojnih možnostih različnih skupin ved, zaradi razlik med njimi v zmožnostih za izvajanje tržnih dejavnosti. Kako je to vplivalo na prestrukturiranje samega akademskega polja, pa tudi razrednih razmerij v različnih delih akademskega polja. Najprej mogoče samo stavek o teh tradicionalnih razrednih hierarhijah in o praksah mikrofizike oblasti. Zdaj o tem bi vam lahko iz sindikalnih izkušenj govoril ure in ure. Ta antropologija je bizarna, hkrati tudi izjemno fascinantna, ampak nima smisla, da gremo preveč v te zgodbe. Bistveno se mi zdi naslednje. Akademska sfera je sestavljena iz cele vrste stopenj in pa manifestacij razlik v prestižu. Se pravi, hierarhija prestiža je pač izjemno pomemben element njene strukturiranosti. Posamezniki se povzpenjajo navzgor in iz stopnje v stopnjo je pač dostop do nekih statusnih simbolov bolj selektiven in tako je potem oblikovanje notranje slojevske hierarhije videti kot nekaj meritokratskega. Vendar je pa ta stratifikacijska struktura tudi razredna in to pomeni, da jo ne generirajo stopnjevite oziroma raznolike plasti prestiža, pač pa jo generirajo mehanizmi izkoriščanja. Podobno kot recimo v razrednih strukturah industrijskega produkcijskega načina ali pa kakšnih drugih, gre tudi tu za izkoriščanje, s tem, da so mehanizmi izkoriščanja nekoliko specifični. Rekel bi nekako takole. Na eni strani gre za tip izkoriščanja, ki bi mu lahko rekel izkoriščanje delovne sile, na drugi strani gre pa za izkoriščanje, kjer gre za prisvajanje rezultatov dela. Pa bom malo bolj podrobno pojasnil. Pri izkoriščanju delovne sile gre seveda za izkoriščanje podrejenih in odvisnih sodelavcev v tem smislu, da jim nadrejeni nalagajo opravljanje svojega rednega službenega dela, za katerega dobivajo plačo. In poleg tega morajo seveda ti izkoriščani opraviti še svoje lastno redno delo. Skratka, dvojno delo za eno samo plačo. Marsikje morajo asistenti predavati na mesto profesorjev, poleg izvajanja svojih vaj. Profesorji torej pridobijo časovni prihranek in ga investirajo v to, da so bolj raziskovalno uspešni ali pa v pridobivanje in izvajanje tržnih projektov. Poseben podtip tega tipa izkoriščanja, kjer gre za izkoriščanje delovne sile, je ta, ko morajo podrejeni sodelavci v zameno za ohranitev zaposlitve, se pravi za plačo na javnem zavodu, upravljati še brezplačno delo za profesorjevo zasebno podjetje. Zdaj pa na drugi strani imamo drug tip izkoriščanja, kjer gre za prisvajanje rezultatov dela in sicer raziskovalnega dela. Podrejeni in odvisni delavci so prisiljeni odstopati prva avtorstva svojim šefom, sicer so deležni kariernih sankcij. Tako se pri vodjih raziskovalnih skupin koncentrirajo reference in podrejeni na to celo racionalno in prostovoljno pristajajo, zato ker so raziskovalni razpisi naravnani tako, da zelo veliko štejejo reference tistega, ki je prijavljen kot vodja neke projektne skupine. In če bo cela vojska njegovih podrejenih sodelavcev pisala članke, ki jih kot prvo podpisani podpiše on, bo skupina kot celota lažje dobivala denar in imajo več možnosti, da dobivajo plačo še naprej. Skratka, tisto, kar je tu izvorni problem, je merilo tako imenovane znanstvene odličnosti, to pomeni velike individualne reference vodje projektne skupine. Na ta način, prek tega mehanizma oziroma tega merila, se je v raziskovalni sferi zaradi njene velike odvisnosti od razpisnega financiranja izoblikoval nek specifičen akademski kapitalizem točk.
Imate kapitaliste točk, ki črpajo svoje individualne točke tako, da si prisvajajo točke, katerih dejanski avtorji so njihovi podrejeni sodelavci. In tisti posamezniki, ki so uspeli razviti pač nek uspešen mikromehanizem prisvajanja točk, se znajdejo v nekem začaranem krogu uspeha, se pravi, pridobivajo vse več projektnih sredstev, zaposlujejo dodatne odvisne sodelavce, ti zanje pišejo članke, ki si jih šefi prisvajajo in tako akumulirajo vse več točk. Tako da mislim, da izraz kapitalisti točk je pač popolnoma konceptualno ustrezen. Se pravi, imamo razpisni način financiranja, ki generira eksistenčno in karierno odvisnost mlajših raziskovalcev od uspešnih kapitalistov točk. In imamo merilo znanstvene odličnosti, ki pri tem reproducira in krepi ta akademsko-kapitalistična razredna razmerja. Če bi zmanjšali pomen tega merila in bi povečali recimo pomen merila izvednosti projektne ideje, bi to lahko zmanjšalo reprodukcijo teh razrednih razmerij. Poleg tega bi pa tudi omejilo sedanji trend, namreč nekateri inštituti in tudi fakultete se izrazito asimetrično kadrovsko krepijo samo v nekaterih nišah. Pač lahko bi vam našteval konkretne primere, pa najbrž ni potrebno. Verjetno bi predvsem fakulteta morala enakomerno gojiti vse svoje vede oziroma poddiscipline, zato ker pač je njihov razvoj in reprodukcija znanja je pač nekaj, kar je javno pomembno. Ampak dogaja se to, da so se v nekaterih nišah pač znašli nekateri uspešni kapitalisti točk in te niše se potem kadrovsko izredno krepijo. Imate raziskovalne skupine, ki imajo lahko recimo po 50 članov in seveda ti posamezniki potem povzročajo tudi kadrovsko hipertrofijo določenih niš. In to pač, bom rekel, tudi podira neka verjetno akademsko upravičena razmerja znotraj neke vede. Zdaj treba je priznati, da določeni elementi novega raziskovalnega zakona, ki je bil sprejet novembra 2021, vsebujejo določene nastavke za omejevanje tega učinkovanja pač znanstvene odličnosti in mehanizma reprodukcije razmerij kapitalizma točk, ampak na koncu je še vedno odločilno to, kdo sedi v organih agencij ali pa v komisijah zavodov, ki izbirajo, kateri ocenjevalci bojo ocenili posamezno projektno prijavo. Se pravi, agencija dobi na nekem področju recimo 20 projektnih prijav, 20 ekip znanstvenikov je pač prijavilo nek projekt. Imate na papirju pošten in objektivno naravnan sistem, kjer morajo ocenjevalci anonimizirano in tako naprej oceniti vse projektne prijave oziroma svoje projektne prijave po nekih merilih, ampak ključno je to, kdo odloča o tistih, ki bojo ocenjevali posamezne prijave, kdo distribuira evalvatorje k posameznim projektnim prijavam. Tu je verjetno skrivnost kuhinje. To so torej neki mehanizmi razrednega izkoriščanja, ki so se vzpostavili zaradi pretežnega financiranja raziskovalne dejavnosti na razpisni način in pravzaprav univerze in inštituti, se pravi posamezne institucije, so se lahko kadrovsko razvijale in krepile samo, če so uspele pač vzpostaviti uspešne mikromehanizme kapitalizma točk, zato ker tisti zlati prinašalci v vsaki instituciji pač prinašajo tak denarni tok, da se tam potem ustvarjajo lahko delovna mesta za nove člane akademske skupnosti. Cela ta situacija se je pa močno zaostrila in vsa ta razredna razmerja so se v bistvu okrepila
zaradi posledic proračunskih rezov v času prejšnje gospodarske krize. Visokošolska dejavnost je bila deležna 12-odstotnega reza, pretil je 30-odstoten, ampak je rektor naše univerze zbral pogum, organiziral protestni shod pred parlamentom in se je potem tako zgodilo, da je ta protestni shod ušel izpod nadzora in smo tam naredili pač sceno. Rezultat je bil ta, da nam niso vzeli 30%, ampak samo 12%, rektor je pa pač moral plačati globo. Ampak mislim, da je še danes lahko ponosen na to. No, v znanstveno-raziskovalni dejavnosti pa ni bilo nobenega učinkovito organiziranega sindikalnega ali pa podobnega subjekta takrat, zato mu je takratna vlada vzela 30%. Ne? Zdaj, mogoče boste nekateri ponovno slišali zgodbo, ki sem jo že kdaj povedal v predavalnici. Takrat leta 2012 sta najbolj nastradali dve dejavnosti, za kateri je to v bistvu vsebinsko najmanj logično, in sicer socialno varstvo in znanost. Ne. Socialno varstvo pač ga morate finančno ukrepiti, ko imate krizo, ker je več ljudi, ki so brezposelni in tako naprej. Znanost bi pa verjetno tudi bilo pametno vzeti kot neko investicijo, ker iz nje tu potem nastane kakšen nov produkt, ki generira rast podjetij, zaposlovanje in tako naprej. Ampak vlada je tema dvema dejavnostima vzela praktično 30% in sicer po preprostem kriteriju, zato ker je lahko. Ker tam pač ljudje niso bili organizirani, ker niso imeli časa za to, eni so individualisti, drugi se ukvarjajo s preživetjem. In ker ni bilo odpora, je pač vzela tam, kjer je bilo najmanj odpora. Tako da to je neka lekcija zgodovinska, ki se jo velja zapomniti. Zdaj, po tem rezu 30% za raziskovalno dejavnost v letu 2012 je sledila stagnacija financiranja, podobno pravzaprav tudi v visokošolski dejavnosti. In to pomanjkanje, to potem dolgoletno pomanjkanje javnega financiranja je v bistvu povzročilo eno globinsko prestrukturiranje celotne akademske sfere. Namreč naravnala se je na logiko preživetja in na implementacijo varčevalnih ukrepov navznoter. Če vzamemo specifično študijsko dejavnost, uvedena je bila varčna izvedba študijskih programov, krčil se je obseg predmetov, krčila se je zbernost. Na naši fakulteti imamo to še zdaj. Skratka, prizadeta je bila kakovost. Onemogočen je bila ideja pedagoškega procesa, ki bi bil osredotočen na študenta, kar je bil sicer eden temeljnih ciljev bolonjske prenove, ki je bila uvedena tik pred tem. Na finančno šibkih fakultetah se je razširila nezakonita praksa faktorizacije vrednotenja izvedenih pedagoških ur s faktorjem pod 1. Kaj to pomeni? To pomeni, da je človek moral pač predavati 1 uro, vendar je ta 1 ura štela samo kot pol ure. Če bi take varčevalne ukrepe oziroma tak računovodski inženiring recimo uvedli v industriji ali pa na gradbiščih, bi to pomenilo, da bi se 8-urni delovnik podaljšal na 16-urni delovnik. Ne? Poznam primere, ki so morali predavati, ne izvajati vaje, po 32 ur na teden. Zakonsko zaščiten normativ je pa 6 ur na teden. Ne? Ker so pač univerze ali pa fakultete v svojih pravilnikih določile, da ura ni vredna uro, ampak recimo 0,2 v določenih okoliščinah. Skratka, fakultete so na ta način prihranile pri stroških dela. Poleg tega je bil cel javni sektor več let podvržen nekemu proračunskemu pravilu, da je treba vsako leto zmanjšati število zaposlenih za 1%. In to je potem seveda pomenilo to, ko se je kdo upokojil, ni bilo nadomestnih zaposlitev, ampak se je za pedagoško delo najelo prekarce, strokovna dela se je pa outsourcalo zunanjim izvajalcem ali pa se je preprosto povečalo delovne obremenitve preostalih zaposlenih.
Morda pravzaprav še ta informacija, še danes so ti drastični varčevalni ukrepi realnost na umetniških akademijah, ki opravijo nekako tretjino do polovico vseh predmetov oziroma pedagoških ur, bodisi z neplačanimi urami, ki močno presegajo normativ zaposlenih, bodisi tako, da najemajo prekarce, katerih tarifa, če jo preračunate na zakonsko zagotovljen normativ, pa dosega samo 40% minimalne plače za profesorsko delo. Tako da taki varčevalni ukrepi in take pošastne razredne razlike še danes obstajajo celo na najbolj urejeni univerzi, da ne govorim o ostalih. No, v raziskovalni dejavnosti so bili pa rezi še hujši in tam je bilo zaradi pretežno razpisnega načina financiranja že prej pred krizo značilno prekarno zaposlovanje za določen čas, se pravi nezakonito veriženje kratkoročnih pogodb o zaposlitvi. Ko je razpisnega denarja zmanjkalo, se pravi, ko agencija preprosto ni objavila razpisa, so seniorji, se pravi vladajoči akademski razredi, poskrbeli za to, da so okrnjena sredstva skoncentrirali pri sebi za kritje svojih plač, za lastno preživetje. Cela generacija mladih znanstvenikov je pa ostala brez možnosti, da bi se sploh prijavljale na kakšno razpisno financiranje in so preprosto emigrirali ali pa zamenjali poklic. In takrat se je zgodilo v Sloveniji eno veliko opustošenje baze v raziskovalnem poklicu. Od leta 2022 imamo precejšno rast proračunskega financiranja znanosti, to je prinesel nov raziskovalni zakon, vendar je pa implementacija pasovnega, se pravi stabilnega financiranja, ki ga je ta zakon povečal, v pristojnosti vsakega zavoda posebej. Prakse, ki se tu razvijajo, so zelo različne. Na nekaterih zavodih so ta dodatna pasovna sredstva uporabili za finančno stabilizacijo podfinanciranih organizacijskih enot oziroma za finančno stabilizacijo zaposlitev raziskovalcev, ki so sicer bili odvisni od enega do drugega projekta. Tako da ta možnost zavoda z novim raziskovalnim zakonom, da pokrije vrzeli med posameznimi enotami projektnega financiranja, lahko seveda pomeni materialno podlago za odpravo nezakonitega veriženja zaposlitev za določen čas. Vendar pa obstajajo tudi primeri zavodov, kjer so tisti, ki so na oblasti, uporabili nova dodatna sredstva, preprosto za krepitev dosedanjih struktur moči. Namesto sistemsko zagotovljene stabilizacije zaposlitev prekarcev so razpolaganje z dodatnim denarjem prepustili vodjem raziskovalnih skupin in povečali njihovo moč odločanja o usodi posameznih sodelavcev. Na splošen problem, ki se nam vleče že več desetletij, da so raziskovalci, tisti čisti raziskovalci, izrazito odvisni od razpisnega financiranja, so nekateri zavodi odgovorili tako, da so poleg tistih zunanjih razpisov, ki že so, vzpostavili še dodatne interne razpise, ki so pač spet razpisi in kjer je spet ključno, kdo odloča o tem, kdo bo ocenjeval posamezno projektno prijavo. Zdaj pa, če se vrnemo k visokemu šolstvu. Kakšne strukturne posledice je v visokem šolstvu pustilo desetletje omejenega proračunskega financiranja? Predvsem so se začela spreminjati razmerja moči med skupinami ved. Tiste vede ali poddiscipline, ki so aplikativno usmerjene, in seveda tiste članice, kjer so take discipline doma, so lahko kompenzirale proračunske reze tako, da so spodbujale zaposlene k sodelovanju z gospodarstvom. To jim je tudi pomenilo nek vir za širitev zaposlovanja, za priložnosti za mlajše
Kljub temu je pa za tehniške fakultete značilno to, da so se mlajši pripravljeni zaposlovati pač na recimo raziskovalnih projektih ali pa na industrijskih projektih samo za čas doktorskega študija. In to se grejo preprosto zato, da imajo plačan doktorski študij, da dobijo neko solidno referenco, da so delali v solidnem laboratoriju. Takoj, ko doktorirajo, jih pa mukotrpna in dolgotrajna akademska kariera ne zanima več, pač pa grejo delati v industrijo in to za plačo, ob kateri se lahko rektor univerze samo kislo nasmehne. Skratka, tu trčimo pravzaprav ob omejitve javnega plačnega sistema. Tisti, ki so se uspeli prebiti v razred seniorjev, se pravi v razred tistih, ki generirajo in kontrolirajo dodatni tok, denarni tok teh dodatnih sredstev iz naslova tržnih projektov za industrijo ali pa iz naslova nekih javno financiranih raziskovalnih projektov, imajo pa možnost, da si svojo plačo dopolnjujejo s honorarji. Honorarji pogosto niti niso plačilo za dodatno opravljeno delo poleg rednega dela, ampak so v bistvu stimulacija za pridobljen dodatni denar in to tudi v primerih, ko gre preprosto za položajno rento. Skratka, tehniške fakultete so se v času zaostrenih proračunskih razmer, pa tudi v času, ko pogoji za zaposlovanje v gospodarstvu niso bili tako cvetoči, kot so danes, so se v bistvu usmerile v to, v spodbujanje, pridobivajte dodatni denar, tako rekoč za karkoli. Zato, ker to bo edini razvojni vir, edini vir, prek katerega lahko pač se mi kot institucija širimo, ustvarjamo nova delovna mesta in tako naprej. Ampak v sedanjih razmerah gospodarske konjunkture tudi to ne pomaga več. Kadrovsko pomlajevanje je ogroženo, zato ker pač začetniki ob teh plačah, ki jih ponuja javni plačni sistem, niso pripravljeni leta dolgo čakati na svojo uveljavitev v akademski hierarhiji, se pravi čakati do trenutka, ko bi sami lahko začeli kontrolirati svoj kos denarnega toka iz teh dodatnih virov. Poglejmo aplikativno družboslovje. Tu je položaj nekoliko drugačen, namreč aplikativni družboslovci oziroma družboslovci nasploh ne potrebujejo drage raziskovalne opreme, pač, veste, kemik, fizik in tako naprej nima kaj početi, če nima aparatur, kjer vsaka lahko stane tudi več milijonov evrov. No, in zaradi tega so si aplikativni družboslovci lahko privoščili to, da je danes tržna dejavnost akademskega osebja v veliki meri privatizirana. Oni teh dodatnih zaslužkov in dejavnosti za trg ne peljajo prek fakultete ali pa prek inštituta, ampak to odpeljajo na svoje privatno podjetje ali pa svoj zavod, potem pa seveda na trgu nastopajo z akademskim titlom, ki jim prinaša višjo ceno. Podobno velja tudi za tisti del umetnosti, ki ima komercialni potencial, recimo področje gledališke igre, področje oblikovanja, področje arhitekture. Na drugi strani imate pa druge veje umetnosti, družboslovja in tako naprej, kjer tega tržnega potenciala ni, in če greste tamle pred recimo pravno fakulteto pogledati vozni park, pač tisti, veste, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom in podobno, lahko vozijo Lamborghinije, medtem ko tisti, ki se ukvarjajo z rimskim pravom, ali pa tudi recimo z mednarodnim pravom, so pa skoraj da akademski proletarci, malo pretiravam. Skratka, pojavile so se v bistvu ogromne razlike, tudi znotraj posameznih ved, v tem, kakšne so možnosti za generiranje nekega dodatnega denarnega toka, pač glede na to, a delujete na področju, ki ima neke potencialne poslovne partnerje ali pa delujete pač na nekem bazičnem področju.
Zdaj, vodstva univerz nikoli niso uspela teh profesorskih podjetij učinkovito spraviti pod nadzor. Nekoč je izbruhnila neka afera in se je rektor Univerze v Ljubljani lotil pripraviti nek pravilnik, ampak ustavilo se je v tem, da bi senati članic morali določiti, katere dejavnosti so take, da jih fakulteta lahko opravlja, in torej se na njih uveljavlja konkurenčno klavzulo, katere so pa take, da so pač free. In tam, kjer je veliko tega privatiziranega akademskega biznisa, so organi članic pravzaprav kolektivno izpeljali bojkot pravilnika univerze. Pravilnik je zamišljen relativno dobro, ampak se pač ne izvaja, ker ni politične volje. In tisti rektor potem tudi ni zdržal teh pritiskov in ni več kandidiral za nov mandat. Zdaj, mogoče še tole, v aplikativnem družboslovju tudi značilno deluje velika večina zasebnih fakultet, kajti tam ne rabite drage laboratorijske opreme, rabite pravzaprav samo tole, pa kakšen računalnik, pa priklopne baze. In mogoče še to pred krizo, ko se je dogajal neki izobrazbeni skok cele populacije, je bilo na javnih družboslovnih fakultetah tudi precej izrednega študija, na naravoslovnih recimo pa ne. No, temu nepreglednemu mešanju javnega in zasebnega denarja in javnega in zasebnega interesa se v zdravstvu reče dvoživkarstvo. To pomeni, da ima nekdo zagotovljeno plačo kot javni uslužbenec, popoldne pa lahko dodatno služi z enako zasebno dejavnostjo. In za ta popoldanski dohodek se posebej trudi, tam se treba potruditi, za izvajanje javne službe pač malo manj, in to lahko v zdravstvu pomeni, da dopoldne ustvarja čakalne vrste, zato da jih popoldne lahko krajša prek vsiljenega samoplačništva. V visokem šolstvu gre pa za dvoživkarstvo na nek drug način. Gre recimo za nalaganje svojega rednega službenega dela svojim odvisnim sodelavcem, zato da imate čas, zato da se angažirano pač posvečate tržnim projektom, kjer se morate na pravem trgu za prave naročnike pač potruditi, sicer ne boste več zraven. Nasploh pa lahko rečemo takole, dvoživkarstvo je pravzaprav v celem javnem sektorju verjetno najbolj razvito v zdravstvu in v visokem šolstvu, in sicer zato, ker je v teh dveh sektorjih najlažje naložiti samoplačništvo raznim skupinam uporabnikov. Mogoče samo par besed, da ne bom šel preveč v podrobnosti. Akademski menedžment iz tehniških fakultet, zelo zanimivo, je okrog leta 2018 lansiral idejo, da bi uvedli zakonski institut dvojnih plač. In potem jim je to tudi uspelo z novim raziskovalnim zakonom. Se pravi, raziskovalec lahko dobi dvakratnik osnovne plače, če so na voljo neproračunski viri. Takrat so ti zagovorniki to promovirali tako, da se bo na ta način reševalo kadrovsko krizo, skratka mladim nadebudnim asistentom bomo dali dvojno plačo, sicer nam bojo bežali v industrijo. Videli so to tudi kot priložnost, da se reintegrira tista privatizirana profesorska podjetja nazaj na univerzo, se pravi, da se ta dejavnost vrši preko univerze in da stvar pride pod nadzor. Ampak seveda tisto, kar so spregledali ali pa zamolčali, je razredna organizacija akademskega polja. In tisti, ki so kontrolirali denarni tok in si iz tega izplačevali neke rente, so jih pač doslej v obliki honorarjev, zdaj po novem si jih pa lahko v obliki dvojnih plač, kar je majčkeno bolj varno, če pride recimo neka zunanja kontrola, ker honorar je vendarle plačilo za neko upravljeno delo, ki mora biti nekaj izkazano, za nek produkt. Ne more biti to kar tako neka renta. Zdaj, tistim, ki so odvisni od seniorjev, pa seveda institut dvojnih plač ne prinaša ničesar. Tudi reintegracije privatiziranih aplikativnih družboslovnih podjetij to ni prineslo. Skratka, razrednih razmerij v akademski sferi ta institut ni spremenil. Njegov pomen se kaže nekje drugje. Namreč
ta legalizacija dvojnih plač je pravzaprav potrdila obstoj in pomen velikih razlik v razvojnih možnostih med aplikativnimi in neaplikativnimi vedami. Utrdila je pa pravzaprav oziroma pokazala so se tudi jasna razredna razmerja med seniorji in mlajšimi raziskovalci. Tako da zdaj vidimo v bistvu tole, ne. Neke razlike med aplikativnimi in neaplikativnimi vedami, ki so obstajale že prej in so obstajale tudi v času socializma, ne, mimogrede, upokojeni redni profesorji filozofije imajo nižjo plačo kot njihovi upokojeni sosedje iz strojne fakultete. Pa čeprav so si plačo prislužili v socializmu. Tako da tudi tam so obstajali postranski zaslužki in šli potem v pokojninsko osnovo. Ampak te razlike, ne, ki so v bistvu precej stare, je potem še okrepila neka strateška usmeritev akademskih institucij k tržni dejavnosti, kar je bila reakcija na pomanjkljivo javno financiranje. Utrdila so se tudi razredna razmerja v akademskem polju in vidimo pravzaprav tole, os razlik med fakultetami oziroma vedami, glede na njihov potencial za tržno sodelovanje z zunanjim okoljem, sovpada z razlikami v dohodkovni perspektivi posameznikov. Te razlike lahko vidimo na osi tehnika versus humanistika in umetnost. In te razlike so potem še podvojene z notranjimi ključi univerz, kako se deli kosovno prejeta sredstva za študijsko dejavnost. Se pravi, tiste članice, ki imajo možnost kompenzirati omejeno proračunsko financiranje na trgu, zaradi notranjih razmerij moči tudi dobivajo večji kos pogače iz proračunskega financiranja. In takšna razmerja sil so pravzaprav do neke mere tudi posledica tega, da tam, kjer je več denarja, je mogoče bolj zaposlovati, ne, in to pomeni več volivcev za rektorske volitve. Tam ima pa vsakdo en glas. Tako da zdajle v zadnjem času kaže, da pravzaprav nekdo, ki ni iz naravoslovja, tehnike oziroma nekega bogatega družboslovnega okolja, sploh ni več izvoljiv niti za rektorja, niti za člana, kaj šele predsednika upravnega odbora univerze. Zdaj in seveda to vse skupaj krepi napetosti med skupinami ved. Povedal sem, da imajo nekatere fakultete že 12 let špar program, akademije še bolj drastičnega. Medtem imate pa na drugi strani članice, ki samo iz kosovnega financiranja študijske dejavnosti lahko ustvarjajo milijonske presežke vsako leto, čeprav so mogoče 3-krat manjše po številu zaposlenih od enega filofaksa, pri čemer denar za študijsko dejavnost tudi bolj razkošno porabljajo kot en filofaks. Se pravi, tam nimate omejene izbirnosti, tam se posebej plačuje mentorsko delo, tam se zagotavlja individualna raziskovalna sredstva, tam se zaposlenim oziroma učiteljem omogoča sobotno leto, ne. Ampak kljub temu, da jim na koncu ostane še 1 milijon presežka, za katerega ne vejo, kam bi ga dale, in jim grozi, da jim ga bo kdo vzel, niso pripravljene niti centa deliti s podfinanciranimi članicami iste univerze. Toliko o obstoju univerze kot univerze. Na bogatejših delih univerz, kjer zaradi narave raziskovalnega dela obstaja več možnosti za komercialno sodelovanje, se vladajoči razredi zdajle osredotočajo na to, kako bojo implementirali institut dvojnih plač. Pripadniki odvisnih razredov pa zraven upajo, da bojo pri tem mogoče kaj dobili. Če ne bojo dobili, bojo odšli v industrijo.
Tam, kjer ni obilja priložnosti za postransko komercialno delo, hkrati pa ni obilja alternativ na trgu, je pa akademska prekarnost raziskovalcev precej bolj trajno stanje kot recimo na tehniki, kjer je to samo nekaj, kar je prihodnega značaja na začetku kariere, preden pač greste delati v razvojni laboratorij v industrijo. V humanistiki posamezniki svoje delne zaposlitve na projektih kombinirajo s strokovnim delom v širšem kulturnem sektorju, kjer so pa ravno tako prekarizirani. No in v teh delih visokega šolstva, kjer je cel kup enih omejenih kariernih možnosti, ob tem, da se visoko šolstvo kot celota kopa v denarju, najdemo tudi glavna žarišča sindikalnega organiziranja. Poleg tega se pa tam tudi najbolj poudarja javni pomen znanosti. Dejstvo je, da v akademski skupnosti sobiva več akademskih kultur. Ne bi šel v podrobnosti, ampak zadeve lahko precej sovpadajo, se pravi, ko gre tako za neke epistemološke stile, kot tudi za način organizacije dela in za način formiranja notranjih razrednih razmerij. Gre tudi za hierarhijo prestiža, ampak to, kar se mi zdi pravzaprav pomembno izpostaviti, je tole. Različnim epistemološkim tradicijam ustrezajo različni sistemi vrednotenja znanstvenih dosežkov. Recimo, če vzamete naravoslovce in tehnike, za njih je knjiga oziroma monografija nekaj, kar je po definiciji poljudno znanstveno delo, se pravi, ima sekundarno vrednost. V družboslovju in humanistiki so pa knjige najpomembnejša oblika objavljanja. Še bolj to velja za zbornike, za katere naravoslovci sploh ne vejo, kaj bi z njimi počeli. Imamo tudi recimo velike razlike v kulturi organizacije raziskovalnega dela. V naravoslovju in tehniki je zelo normalno, da imate zelo velike raziskovalne skupine, več 10 ljudi, to s seboj nujno prinese tudi poudarjeno hierarhijo in seveda neko delitev dela. Šef se v glavnem ukvarja s tem, da hodi po konferencah in opazuje, katere nove teme bi lahko bile nov modni trend, za katerega bi se dalo dobiti denar. Ukvarja se torej v bistvu bolj ali manj s fundraisingom, pa ima pa celo vojsko ljudi, ki pač jih mora organizirati, kontrolirati, disciplinirati, da pač izvajajo raziskave, pišejo poročila, objavljajo in na prvo mesto podpišejo njega. V družboslovju in humanistiki je raziskovalno delo veliko bolj individualno in individualistično. In recimo posledica teh razlik je med drugim ta, da se na naravoslovju večkrat pojavlja ideja, da bi morali recimo habilitacijska merila in akte o sistemizaciji nastaviti tako, da bi bila pozicija rednega profesorja rezervirana samo za eno osebo, to je za tistega, ki je vodja neke organizacijske enote. Se pravi, na neki katedri, oddelku in tako naprej bi imeli samo eno mesto rednega profesorja in sprostilo bi se takrat, ko pač se veste, ga odnesejo ven. Ne? Zdaj, naravoslovcem, družboslovcem in humanistom, ki so raziskovalno veliko bolj individualistični, je pa ta ideja popolnoma tuja. Ne? Vsekakor akademska kultura vpliva na oblikovanje notranjih razrednih razmerij in teh akademskih kultur je pač več. Ne? Imate več akademskih kultur, kjer se razmišlja na različne načine se raziskuje, se upošteva pomen metod, se upošteva pomen teorije, se vrednoti rezultate dela, se organizira delo in se pač tvori neka razredna razmerja. Kaj to pomeni? To pomeni, da če imamo na neki instituciji take razlike med akademskimi kulturami in med njihovimi pojmovanji
nekih samoumevnosti glede organizacije dela in glede izkazovanja rezultatov dela, bi pač akademska sfera oziroma univerza morala biti organizirana pluralistično, tako da bi omogočala sobivanje različnih akademskih kultur in bi omejevala poskuse, da bi posamezne skupine ved ali pa članic uveljavljale svojo hegemonijo in pri teh bojih za hegemonijo gre v končni instanci seveda za boj za denar. Vendar te pluralistične organizacije ni več. Enotnost univerze in enakopravnost njenih članic in njenih disciplin, vse to je samo statutarni mit. Dolgoletna asimetrija v obsegu denarnega toka med aplikativnimi in neaplikativnimi deli akademske sfere je povzročila asimetrijo možnosti za kadrovsko širitev. In ker si na univerzah sami volimo svoje vodstvo in ima vsakdo en glas, je zdaj posledica tega neenakega kadrovskega razvoja ta, da tisti, ki ne prihajajo iz aplikativnih krogov in ki seveda veljajo za finančni problem univerze, od tam ljudje preprosto niso več izvoljivi na pomembne funkcije. Interesna nasprotja med aplikativci in neaplikativci vodijo tudi v globoke razlike v razumevanju, kaj sploh je javni interes v znanosti, kateri so kriteriji znanstvene uspešnosti in kateri načini učinkovanja znanstvene produkcije na družbeno okolje so sploh relevantni in zato vredni javne finančne podpore. To močno interesno rivalstvo med zastopniki različnih akademskih kultur se manifestira kot boj za hegemonijo na področju vrednotenja znanstvenih dosežkov, v končni instanci gre pa seveda za boj za denarni tok. Določeni krogi znotraj univerze bi radi preoblikovali njeno vsebinsko strukturo, ker so prepričani, da sta ustvarjanje in predajanje temeljnega znanja pravzaprav obrobnega pomena in potrata denarja. Jasno, to je povezano z njihovimi osebnimi prioritetami. Usmerili so se v aplikativno raziskovanje, tam tudi računajo na priložnosti za dodatne prihodke. Ker to seveda ni zadostno za celovit razvoj znanosti, je jasno, da te kroge bolj kot razvoj znanosti zanima nekaj drugega, in sicer strokovno delo. Nekaj, kar je bliže visokotehnološki obrti kot pa teoriji. Aplikativno naravnani krogi z uveljavljanjem svoje hegemonije in z usmerjanjem javnih sredstev preoblikujejo celotno akademsko polje. Vsi morajo postati aplikativci, sicer materialno stagnirajo. To težnjo lahko najdete celo v teologiji, kjer temeljna veda kadrovsko stagnira, cveti pa neka tržna niša, ki samo teološko vedo, ki je stara 2000 let, nima nobene zveze, in to je tako imenovana družinska terapija. Zanimivo je brati 30 let staro študijo Sonje Kump z naslovom Akademska kultura, o tem, kako se je akademska kultura spreminjala skozi čas in kako so se univerze spreminjale. Do časa po drugi svetovni vojni so bile univerze elitne institucije. Dolgo časa je veljalo, da so namenjene reprodukciji elitne kulture, in to je seveda meščanska kultura. Medtem se je znanstveno raziskovanje pravzaprav doživelo svoj razcvet na nekih parauniverzitetnih institucijah. Veljalo je tudi, da univerze niso prvenstveno namenjene poklicnemu usposabljanju. V starih časih je na klasičnih univerzah imela status hegemone vednosti filozofija, ki je lahko to elitno kulturo osmislila z metafiziko. Vendar je pa ta koncept humanistične univerze že v 19. stoletju prišel v krizo in na stranski tir, še bolj v 20. stoletju. Razloga sta epistemološka uveljavitev naravoslovja in pa trend razdrobitve akademskega polja, se pravi, v vsaki od ved se je scena razdrobila v subspecializacije.
Po drugi svetovni vojni se je začel dogajati nek nov družbeni trend, povečeval se je vpis na univerze, njihova akademska kultura se je pluralizirala in je postala protislovna. Na eni strani je še vedno šlo za staro idejo humanistične univerze, ki naj bo namenjena intelektualni vzgoji meščanstva. Na drugi strani je bilo pa dejstvo množičen vpis, to so spodbudile vlade, in preoblikovanje študijskih programov v poklicno usmerjenost. In protislovja med tema dvema poslanstvoma, skratka reprodukcija elitne meščanske kulture versus množično poklicno usposabljanje, ta protislovja so eskalirala v študentskem gibanju 68, njegove reakcije in cilji so bili pa ravno tako notranje protislovni natančno po tej osi. Na eni strani so protagonisti tega gibanja izhajali iz meščanske kulture in aspiracij po nekih univerzalističnih vrednotah in vednosti, na drugi strani so se pa ideološko postavili na pozicije delavskega razreda in potem niso vedeli, a naj v tistem svojem protestiranju proti univerzi od univerze zahtevajo več ali manj vsebinskega elitizma. Potem je pa prišel neoliberalizem in je to dilemo še zdaj se Tosmašev preprosto odpravil. Namreč uvedeno je bilo od 80-ih let naprej na Zahodu krčenje proračunskih sredstev za univerze. Skupaj s tem je prišlo siljenje v prestrukturiranje v to, da naj univerze definitivno postanejo servis gospodarstva. Na raziskovalnem področju to pomeni usmeritev k aplikativnemu raziskovanju in opuščanje bazičnega. Še bolj seveda to pomeni opuščanje tistega prastarega koncepta, naj univerza reproducira elitno kulturo. Na izobraževalnem področju ti trendi pomenijo usmerjanje v specialistične, nišno in poklicno usmerjene študijske programe, skratka opuščanje širokega izobraževanja iz prejšnjega koncepta humanistične univerze, ki je bilo tudi podlaga za široko sintetično in univerzalistično vednost. Nadalje se je akademska skupnost fragmentirala, študentje imajo do nje instrumentalen odnos, sebe razumejo kot uporabniki storitev. V različnih državah imate različno ureditev, ponekod je unitarna, ponekod je binarna oziroma pluralna. Tam, kjer imate samo en tip visokošolskih institucij, se pravi, kjer je unitaren sistem, so se te institucije morale preobraziti v smeri povečane teže aplikativno usmerjenih raziskovalnih in študijskih programov. Tam, kjer imate binaren sistem, se pravi klasične univerze versus poklicne visoke šole, ali pa kjer je sistem pluralen, so pa ostale nekatere elitno naravnane univerzitetne institucije, večina ljudi se pa vpiše na manj prestižne aplikativno in poklicno usmerjene visokošolske ustanove. V Sloveniji je nacionalni program visokega šolstva iz leta 2011 predvidel razvoj visokega šolstva v smeri binarnosti in takratna vlada je na papirju tudi bila pripravljena dati za to dodatni denar, ker pač dvojna produkcija zahteva dvojno financiranje. Ampak potem je sledila sprememba ekonomske in fiskalne politike, skratka krčenje javne porabe, in tega dodatnega denarja, s pomočjo katerega bi lahko uveljavili binarnost, nikoli ni bilo. Namesto tega je pa sledil spontan razvoj, ki je favoriziral usmerjanje v aplikativnost, ker samo na ta način je bilo sploh mogoče dobiti nek dodatni denar. Skratka, pridružili smo se trendom, ki so se že prej zgodili pod vplivom neoliberalnih politik na Zahodu od 80-ih let naprej. Ideja humanistične univerze je danes v strateških razmišljanjih v univerzitetni skupnosti in v strateških dokumentih popolnoma marginalna. Lahko jo najdemo v obliki arheoloških sledi, recimo kot peščico fraz v kakšnih razvojnih dokumentih, letnih programih dela in tako naprej, ampak s temi frazami nihče ne misli resno, ko gre za delitev institucionalnega vpliva, kaj šele denarja. To govorjenje o pomenu univerze za kulturo je mišljeno na ta način,
da naj ima univerza, ki je postala prevladujoče aplikativno usmerjena, pač še nekaj tradicionalne pozlate za zraven, zato ker je to lepo, ne, in ker daje videz in vtis neke prestižnosti in častitljive tradicije. Univerze dejansko vodijo naravoslovci, tehniki in aplikativni družboslovci, še več, vodijo jih ljudje, ki so se intelektualno formirali v času usmerjenega izobraževanja in to se jim tudi pozna. Epistemološkega pomena filozofske in humanistične podstati klasične univerze čisto dobesedno sploh ne razumejo. Kadar ne nastopajo javno, odkrito povejo, da na mnogoterost humanističnih študijskih programov gledajo kot na nepotreben strošek in priložnost za racionalizacijo poslovanja. Ne, če citiram, ne, zakaj huderja na filofaksu rabite toliko jezikov, ne, pa se je jasno, da bo preživela samo angleščina. Latinščine pa še ne bomo ukinili, zato ker to je pa malo tako tradicionalno. To je citat. No, v tej dilemi, v katero smer ali pa v katere smeri naj se razvijajo univerze ob teh omejenih in stagnirajočih javnih sredstvih, ko pač denarja za izpeljavo binarnosti ni bilo, si je vlada umila roke, tako da je vsaki univerzi prepustila, naj se sama strateško opredeli za nek koncept. Rezultat je ta, da se vse univerze razglašajo za raziskovalno usmerjene, zato ker se to sliši prestižno in ker si s tem obetajo dodatno financiranje. Vendar je na manjših slovenskih univerzah precej jasno, da so nastale in se tudi izoblikovale zaradi zavoljo razvojnega in poklicnega servisiranja gospodarskega okolja in javnih služb v regiji. V perifernih slovenskih regijah pač ni zadostne kritične mase meščanske kulture in ustreznih institucij, zato tudi ni odjemnikov elitne kulturne produkcije, kar je bil pač produkt klasične humanistične univerze. Posledica je ta, da na perifernih slovenskih univerzah sploh ne vejo, kaj bi počeli s humanističnimi fakultetami, razen poklicnega izobraževanja v parih profilih, in jih še bolj na glas obravnavajo kot nepotreben strošek. Zdaj bi se pa vrnil k enemu od začetnih vprašanj na začetku tega predavanja in ga bom predelal takole. Kaj je ta opisana raznolikost akademskih kultur, akademskih razrednih razmerij in načinov financiranja znanstvenega dela pomeni za možnosti, da so akademski delavci lahko zavezani razsvetljenskemu programu in si potem takem zaslužijo oznako intelektualcev. Zdaj, ko govorimo o intelektualcih, o intelektualni eksistenci, bi jaz to prepoznaval predvsem skozi javno nastopanje, zato pa vidim dva pogoja. Eden je materialni pogoj, se pravi materialne možnosti za avtonomno raziskovanje. V drugem pogoju pa mečkam kasneje. Ko govorimo o tem elementarnem materialnem pogoju, govorimo o zaposlitvi, namenjeni raziskovalnemu delu, se pravi predvsem o akademski zaposlitvi, in govorimo tudi o dostopu do materialnih sredstev za materialne stroške raziskovalnega dela, kar je pomembno predvsem tam, kjer pač morate uporabljati drago laboratorijsko opremo in tudi repromaterial. Pri tistih skupinah akademskih delavcev, ki jim iz takega ali drugačnega razloga drugi odrejajo časovni okvir njihovih zaposlitev, so te materialne možnosti pač omejene. Enako velja za tiste, ki jim drugi odrejajo pričakovano vsebino raziskovalnega dela. Govorimo o bodisi izkoriščanih akademskih mezdnih delavcih, bodisi od tistih, katerih akademska zaposlitev je odvisna od komercialnih projektov, ali pa od tistih, ki imajo to smolo, da delujejo v nedemokratični državi in v neki vedi, katere vednost je neskladna z ideološkimi pričakovanji vlade. Drugače povedano, odločitev za držo javnega intelektualca je otežena, če je akademski delavec potisnjen v položaj, v katerem mora služiti bodisi akumulaciji točk nadrejenih, bodisi akumulaciji kapitala, bodisi vladi. Pogoje za
Držo javnega intelektualca zagotavlja samo avtonomno organizirana in solidno javno financirana javna služba v demokratični državi. Ni pa to vse. To je samo zadostni pogoj, materialni pogoji so samo zadostni pogoji, ne pa tudi nujni za to, da bi lahko govorili, da nekdo živi intelektualno eksistenco. Izpostavil bi pravzaprav predvsem tole. Če intelektualno eksistenco prepoznavamo skozi javno nastopanje, potem gre v prvi vrsti za stvar poguma. Ali izpostaviš svojo vednost in svoje stališča ob nekih javno relevantnih pojavih, izzivih, dilemah, polemikah, ali pa ne. Zygmunt Bauman v knjigi Moderna in holokaust poroča o raziskavi poljsko-judovske in ameriške sociologinje in zgodovinarje Nehame Tek, ki jo je zanimalo, kaj so v družbenem smislu bili tisti, ki so se v času holokausta odločili, da bodo pomagali žrtvam. Sociološko rečeno jo je zanimalo, kateri njihovi družbeni položaji in družbene okoliščine so jih spodbudile ali pa celo determinirale k temu, da so se odločili za za tvegano dejanje. In v sociološki raziskavi bi se to pokazalo kot korelacija med nekim družbenim položajem in med dejstvom, da so pomagali preganjanim Judom. Rezultat te raziskave je ta, da ni bilo nobene sociološke korelacije, kar pomeni, da odločitev za tvegano pomoč žrtvam holokausta ni bila pogojena z nobeno družbeno okoliščino, temveč je bila stvar individualne odločitve. To pomeni, za pogumno dejanje se odločiš ali pa se ne odločiš. Ta perspektiva je seveda združljiva s tistim, kar sem poudaril prej, da so pomembni tudi materialni pogoji, ki nekaterim olajšajo, drugim pa otežijo odločitev za intelektualni pogum. Tisti, ki nimajo avtonomije od akademskih kapitalistov, od kapitala in od vlade, se bojo težje odločili oziroma je potrebnega še več poguma, ker nosijo višje tveganje. Ampak problem je drugje. Tudi tisti, ki uživajo vso to avtonomijo od avtoritet, niso kar vsi po vrsti javni intelektualci. Tako da toliko, pa mogoče samo še ta opomba, zdaj, če je tista klasična humanistična univerza stvar zgodovine in je v sedanjih aplikativno naravnanih razmerah v bistvu neizvedljiva, razen res na nekih zelo elitnih institucijah, kamor za visoke šolnine lahko svoje otroke vpisujejo super bogataške družine in potem recimo v vodstvu britanske torijske stranke in brexitarskega gibanja najdete neverjetno veliko koncentracijo klasičnih filologov, ker meščanske družine si to lahko privoščijo, ker se financirajo drugod, si lahko privoščijo poklicno tvegano študijsko kariero. Skratka, če je zadeva taka, da je tista stara univerza pase ali pa so to neki dinozauri, ki si to lahko samo elita privošči, potem je treba seveda tudi kriterije intelektualnosti nekoliko spustiti, na ta način, da se vanje vključi tudi naravoslovce in tehnike. In s tem mislim zelo resno. Namreč, pomislite preprosto na tole. Kdo, če ne ljudje, ki so neodvisni od kapitala, bo javnosti podal neodvisne informacije in ocene recimo o takih relevantnih temah, kot so učinki podnebnih sprememb, različne energetske rešitve, upravljanje vodotokov, urejanje prometa in prostora, učinkovitost in stranski učinki farmacevtskih učinkovin, biotehnologije ali pa recimo okoljski odtis različnih motornih pogonov. Če nimate od kapitala neodvisnih in dovolj dobro javno financiranih tehnikov na javnih univerzah in inštitutih, potem bo ta visoka vednost
pravzaprav skoncentrirana samo v korporacijah. Ne, in na to temo se lahko potem potencialno oglasijo samo plačanci korporacij, ki pa bojo seveda nastopali kot lobisti, ne pa kot prinašalci nekih objektivnih tehničnih dejstev o družbeno relevantnih dilemah. Verjetno ste zdaj pomislili na nekaj takih javnih intelektualcev in intelektualk v našem prostoru, ki vneto opozarjajo recimo na podnebne spremembe, na zavoženo upravljanje vodotokov, ne, na zlagane dileme v energetiki in tako naprej in tako naprej. Tudi njih štejem v skupnost javnih intelektualcev. Hvala lepa. Hvala za to izčrpno predavanje. Zdaj pa čas še za vaše vprašanje oziroma komentarje. Prvi. Ja, hvala za predavanje. Super, res izčrpno, tudi je bilo cinično in zanima me zdaj v luči te razlojenosti znotraj visokega šolstva. Imamo pa vse enoten sindikat, oziroma recimo sindikat zastopnikov. No, ja. Formalno obstajajo 4. Ja, pa zastopa delavce recimo v celem visokem šolstvu in zdi se, da jih zastopa proti v bistvu proti recimo proti državi, proti rezovemu proračunu, ampak v luči te razlojenosti ne bi bilo bolj smiselno imeti ločen sindikat, ki bi branil in boril se za pravice proti določenim stratam znotraj univerze, ne pa zastopal univerze kot celote v družbi. Veste, kako je s tem? No, to v praksi ni taka velika dilema, zato ker pripadniki vladajočega akademskega točkovno-kapitalističnega razreda se itak ne včlanjujejo v sindikate, sindikati pa na koncu delajo za svoje člane, ne, in podpirajo tista stališča, ki pridejo iz članstva, iz baze. Tako da sami so se izločili in pač morajo zastopati sami sebe in to tudi počnejo tako kot v srednjeveških parlamentih. Torej, te razlojenosti iste ni v sindikatih visokošolskih, se ne pozna, da se ne pozna. Mislim, veste, skušnjave vedno so, ne, za prenos poklicnega egoizma iz delovnega okolja tudi v sindikalno agendo in v marsikaterem sindikatu je to mogoče opaziti, ampak posledica je potem ta, da ko se člani tistih poklicnih skupin, ki so že v delovnem okolju drugorazredne, ko enkrat vidijo, da jih je sindikat pustil na cedilu, ali pa jih izigral, ali pa zakockal njihove interese, zato da je pač dobil za pogajalsko mizo nekaj za interese vladajočih skupin, potem bojo pač šli ven in ustanovili svoj sindikat. Tako da tega se je treba zavedati, ko se to greste in pač se dnevno truditi za enakomerno zastopanje interesov vseh razredov, vseh poklicnih skupin. Če s tem ne uspete, potem vam bo pač sindikat razpadel in potem bojo vašo zgodbo nadaljevali po kosih pač eni drugi. Ok, še kako vprašanje? Ja, mogoče zadima, prej smo govorili o tem dvoživljenskem odnosu, bilo omenjeno predavanje zraven, torej izkoriščanje podrejenih sodelavcev in tako. Kako se pa v celoten ta koncept umeščajo zdaj po novem mikrodokazila in kakšen potencial tudi, da se pa tudi podpira? To je zanimivo vprašanje, ne. Zdaj, mikrodokazila so verjetno najpomembnejša noviteta novega visokošolskega zakona, ki je bil spisan mesec pa pol nazaj. Spisalo ga je ministrstvo, potem ko je neka delovna skupina 1 leto zelo na splošno razpravljala, se pa vidi, da so pač posamezne močne interesne skupine bile zraven, ko se je zadevo pisalo. In ta mikrodokazila, o katerih bo verjetno zdajle precej polemike v javnosti in v stroki, so pač en velik simptom celotnega razvoja visokega šolstva v zadnjem času.
so neka izrazito aplikativno usmerjena enota poučevanja, so zadeva, kjer njeni protagonisti so naravnost vzhičeni, ne znajo pa povedati, kakšen formalni status bo to imelo in kakšno bo razmerje med mikrodokazili in klasičnimi diplomami, ki jih dobite potem, ko več let recimo celovito in teoretično utemeljeno študirate neko vedo. Evidentno je, da bojo mikrodokazila nekaj, kar se bo tržilo in ker so vodstva univerz tako nenavadno navdušena nad to novotarijo, ki sicer verjetno pomeni pač tveganje za smrt univerze in njene posebne družbene vloge in njenega položaja na trgu dela oziroma pri pač dostavi kadrov na trg dela. Skratka, možno je, da je to navdušenje preprosto posledica tega, da se vodilne visokošolske strukture že kar nekaj časa tako serijsko navdušujejo, nekritično navdušujejo pač nad raznimi priložnostmi ali pa domnevnimi priložnostmi za dodatne tržne prihodke. Ne. Recimo nekaj časa je bil izredni študij in dejansko je tudi prinašal veliko denarja. Seveda se je bilo pa treba ustvariti tržišče, recimo tako, da ste zlobirali, da se mora cela vojska državnih uradnikov dokvalificirati, potem ste imeli pa monopol pri ponudbi izobraževalnih programov za njih, ne? In ste recimo v vlogi dekanje hkrati tudi udarniško predavali na 9 lokacijah, pa dobivali honorar ne samo za vsako predavanje, ampak tudi za vsako posamezno upravljanje izpita. Se pravi, če ste človeka 5-krat vrgli, ste 5-krat zaslužili, ne? Pa še 6-tič, ko ste potem mu dala. Ne? Skratka, to je bilo neko obdobje, kjer so se vsi ukvarjali z izrednim študijem. Ne? Potem je bilo neko obdobje, kjer so vsi govorili o internacionalizaciji in to je pomenilo internacionalizacijo izrednega študija, potem, ko se je pač na domačem tržišču izredni študij izpel, ker je zmanjkalo tržišča. Ne? In so fantazirali o tem, da bojo polna letala nekih azijskih študentov prihajala ravno na univerzo v Ljubljani ali pa v Mariboru ali pa ne vem kje in bojo tu plačevala šolnino, namesto da bi leteli še malo naprej pa šli na Oxford, ne? Kjer bi pač dobili tudi malo drugačno storitev. Tako da je bila neka obsesija s tem, ne, moramo opustiti slovenščino, moramo vse prenesti na angleščino, pustimo ob strani, kakšna angleščina to bo, a ne. Važno, da se nam odpre nov trg in bomo lahko pač imeli dodaten vir, a ne. Temeljna ekonomska kalkulacija je bila pa tudi ta, ne, imeli bomo enotno izvedbo za redne in za izredne študente in zato rabite izvedbo v angleščini. Za tiste redne bo pač izvedbo, se pravi plačal proračun, zraven bo kaplal pa še dodatni denar od pač kitajskih izrednih študentov, tisto bojo pa honorarji, ne. Se pravi, za isto delo boste 2-krat dobili plačano, ne. Ampak nekako teh azijskih študentov ni bilo, kadar so se pojavili v velikem številu, so se pa potem zgodile tudi kakšne take afere, recimo 50 nepalskih študentov je nenadoma izginilo potem, ko so vstopili na šengensko območje. In univerza ni vedela, kaj se je z njimi zgodilo, a še študirajo, a še hodijo. V predavalnicah jih ni bilo, policija je hodila naokrog pa spraševala, je kdo videl in tako, ne. Skratka, to se je pač pomešalo v bistvu s trgovino z ljudmi, ne. No, zdaj nova obsesija, ne, v zadnjem letu, 2 so pa tam mikrodokazila, ne. Zdaj bomo tržili mikrodokazila, ne, ampak se ne vprašajo, ja, kaj če bo pa trg dela zares rekel, okej, univerza, ki se ne ceni, ki se je usmerila v mikrodokazila, najbrž tudi njene diplome niso nič vredne, ne, in torej lahko začnemo namesto diplomantov zaposlovati tiste, ki prinesejo 5 mikrodokazil, ne. In seveda, kaj bo to potem pomenilo za izobraževalne strategije kandidatov za študij, ne. To je samomor univerze. Ampak noben od rektorjev tega ne more razumeti in to je prav neverjetno. Pa sej ni treba biti, ne vem, redni profesor strateških študij za to, da razumeš, ne, da se bo pač oportunizem ljudi jih bo usmeril pač nekam, kjer je lažje priti
do nekih formalnih kvalifikacij. Tako da bomo videli. Ne? Vse skupaj pa kaže pač na odsotnost kapacitet za refleksijo, kam se vse skupaj sploh razvija, kam je zabredlo visoko šolstvo. Skratka, zadeva je povezana s tistim, kar sem prej povedal, ne, da tista humanistična podstat, ne, temeljne izobrazbe, široke razgledanosti, ne, reprodukcije elitne kulture in tudi seveda kompleksnih načinov mišljenja, to je nekaj, s čemer se ukvarjajo samo še zgodovinarji izobraževanja. Pa nekaj nostalgikov na filofaksu. Ja, jaz sem mogoče skok na znanost in vprašanje vezano na nov raziskovalni zakon, ki se ga ravno zdaj v teh zadnjih tednih predstavlja raziskovalnim institucijam. Zdaj, ta nov zakon se prodaja kot zakon, ki bi naj težišče odstranil od čistega točkovanja in impact faktorja, ampak me rahlo bega struktura, ne? Ker zdaj bi se naj posameznika v neki programski skupini evalvirali na podlagi nekega dosežka, za katerega še ni čisto jasno, kaj ta dosežek bo, ampak recimo zbornik v primeru neke humanistike, nisem čisto prepričana, kaj to pomeni v primeru naravoslovja ali tehnike vse, kaj se to lahko zaobjema. Kar tu mogoče malo mede je, da en dosežek lahko v bistvu kot ta svoj veliki dosežek trži samo ena oseba. Tako da v primeru, da recimo na zborniku sodeluje 10 raziskovalcev, ga lahko kot svojega eden izmed 2 urednikov ali pa eden izmed avtorjev samo trži. In zdaj, v primeru nekih manjših programskih skupin, to seveda je okej, se v tem 6-letnem programskem obdobju to izvede, ampak kakšne bo pol spet posledice tukaj za te večje raziskovalne skupine, kjer je recimo 100 raziskovalcev in to zahteva nekih 100 velikih dosežkov, ki imajo tudi svoj vpliv, kar se mi zdi malo ironično, glede na to, da se zmanjšuje vpliv impact faktorja, ampak v redu. Ja, mislim, zanima me, če se je kaj debatiralo o teh posledicah. Ja, lejte, vatikanologi pravijo, da se cerkev spreminja tako in zato, da se nič ne spremeni. Ne? In verjetno podobno tudi za raziskovalno politiko pri nas. Zdaj, zagovorniki statusa quo, ki ga sicer lahko zapakirate v razne nove celofane, ne? Vedno znova navržejo nek argument, ki mu je v resnici težko oporekati. Namreč, če se ne greste točkomanije, potem vam preostane samo to, da imate res pač neko kvalitativno ocenjevanje konkretnih znanstvenih besedil, ki jih je nekdo napisal, ampak v tako majhni družbi, kot je slovenska, ne, kjer v eni niši deluje par ljudi in se vsi poznajo in grejo lahko na kofe, boste zelo težko našli neodvisne evalvatorje. Pa tudi seveda v mednarodnem merilu se ljudje hitro poznajo med sabo, oziroma se ključno na koncu bo to, kdo bo zlobiral tiste, ki sedijo v komisijah in razporejajo evalvatorje med ocenjevance. Tako da temu je težko oporekati in zato se potem mogoče poskuša iskati kvečemu neke kombinacije. Ne. Sam na koncu je zadeva pa taka, ne, da zmaga tisti koncept, ki najbolj ustreza tistim, ki imajo največjo institucionalno moč, in to so naravoslovci in tehniki. Ne. Oni že vrsto let nastavljajo merila za vrednotenje, to vpliva na denarne tokove, to vpliva na karierne možnosti, vpliva na to, kje se pojavljajo najbolj prestižne raziskovalne kariere in iz tistih krogov se potem rekrutira tudi člane organov, ki generirajo raziskovalno politiko. Zdaj, zakon bi lahko v to posegel, ampak seveda tudi ta zakon ne nastaja nikoli v nekem praznem prostoru, ampak a veste, dobra praksa je taka, da ministrstvo, pa za katerikoli zakon gre, ne, oblikuje deležniško delovno skupino. V primeru zakonov na področju akademske sfere to pomeni, da je treba povabiti vse glavne institucije, da dajo svoje delegate. Kdo bo delegat, odloča vodstvo, pri tem pa prišepetujejo seveda glavni zlati prinašalci.
Tako da konzervativne sile vedno znova dobijo pozicijo reprezentantov akademskega polja kot takega in ne nazadnje se iz teh krogov rekrutirajo tudi ministri. Ne. Če ni tako, pa pač institucije uveljavijo svoj vpliv s pritiski na ministre, ki potem postanejo slamnate figure. Tako da to je neka zgodba o mehanizmih reprodukcije moči, ne, ki spotoma v neki fazi teh mehanizmov seveda tudi funkcionirajo kot neka meritokratska ocenjevanja, ampak ključni so kriteriji, pa seveda izbor ocenjevalcev. Ste veste, kaj je rekel Stalin, ne? Rekel je, mene ne zanima, kdo glasuje na volitvah, ne, ampak kdo šteje glasove. Jaz bi malo reflektiral glede tehničnih faksov. Jaz sem diplomo naredil naprej, da sem pač na magisteriju v Grasnu, in pač bi se v bistvu, na telefonu, ne. Ampak jaz sem zanimivo, če tudi govorimo pač faks kot intelektualna, pa to, kar je bilo prej, pač elitna institucija, bi jaz rekel, da so pač v bistvu tehnični faksi zapadali v krizo obojega, torej kot intelektualna, tehnični faksi, kot intelektualni inštitucije in kot elitna. Zato, ker v bistvu se opažam, da pač ali so elita na svojemu področju, na saj to moja izkušnja, kar je bila iz Frija, v bistvu to, da je bil kup, mislim, mogoče so bili, ko so te profesorje postali sami profesori, pač, da so bili pač, torej, intelektualci, ampak v bistvu zdaj to prišlo v neko zelo veliko konzervativnost teh starih tem, kar so bili, in potem pač te redni profesori vladajo tam noter. In v bistvu ne spustil nobenega zraven. Zdaj, trenutno stanje je na Friju, oziroma, ker sem nazadnje tam bil, da so v bistvu tiste tehnične osnove, so pač zelo dodelane, zelo izpiljene in tako naprej, novih tem praktično mina. Kar pomeni, da bi tukaj rekel, ker v bistvu se nobenega zraven ne spusti, pač doktorski študent je dober samo kot asistent, raziskovalcev je relativno malo. Prodaja se pač samo tisto, kar je komercialno, pa kar pač ustreza rednim profesorjem, ki so tam. Ampak v bistvu za večino tem, mislim, da je prišlo do tega, da v bistvu niso niti tehnološki vodja, kar se tiče raznih tem. Ne vem, primer po ful tehničnih detajlih, ampak na primer faks v Gradcu, ki se specializira za kriptografijo, je za to, kar je pri nas davčna blagajna, pač naredil tako, da lahko torej funkcija naše davčne blagajne kompletno mobilna s pomočjo kriptografije. Zdaj, če ti pristopiš do naših tehničnih faksov, to je moje področje, ker sicer tle ni tukaj razvito, v bistvu boš ugotovil, da tega niti niso pripravljeni pač svetovati, prideti do nekih pač torej najboljših tehnoloških rešitev za eno področje, oziroma jih noben tudi ne vpraša, ker se pač ve, da to niso. In enako lahko, ker pač niso sposobni izdati mnenja, so tudi v bistvu v samem pedagoškem delu, kot sem rekel, za osnove ampak mogoče za te nove stvari, neke nove generacije, jaz mislim, da jih pač razvijajo relativno slabo, te, ki bi bili inteligenca in pač se zadevo poganjali naprej. So pa pač je pa v bistvu v tehničnih faksih ostalo samo to, da so nek poceni servis za proizvajanje te osnovne visoko izobraženih delavcev na teh področjih, ki jih firme vzame, oziroma pač poceni servis v bistvu kot neki laboratorij za gospodarstvo, ker se poganjajo za temi komercialnimi projekti, kar dajo denar. Pol pa sama intelektualnost, v bistvu mi je bil ta citat zelo všeč, nekako intelektualnost je tudi, da se takrat pač oglasiš, kaj je treba, to se malo v tistem, ki sem rekel, kot ali elite na tem področju, in pač se da ta standard toliko spustiti pač toliko nizko, da bi bili na tehničnih faksih in vključeni pač v inteligence. Jaz bom pač ciljno rekel, da to v trenutnem stanju, brez strukturnih sprememb, sploh ni možno. Zato, ker v bistvu
Trenutno se pač ti, ki pač oblikujejo politiko samega faksa, ukvarjajo z lastnimi projekti, na katerega pač se podpišejo z imenom univerze. Pač ja, sej dobijo 80% tega denarja, pač 20% dobijo univerze, sam če gre kaj narobe, je dol ime univerze. Pač na to noben ne bi postal nikjer druge, so pa v bistvu podci pač prek avtorskih pogodb izplačajo pač preostalo. Tako da, ne vem, to sem hotel reflektirati na, mislim se ukvarjal v bistvu z nekim vrstnim prodajanjem brenda univerze za neke srednje kvalitetne pač projekte, ki pač niso za tukaj pač intervenca. Zdaj bi, pač mislim, kar slišal pa rednih profesorjev, je bila tudi zanimiva ta. Valjda namen rednega profesorja je to, da zelo svobodno ukvarja s tem kolektivno. Če grejo pa to komercialnih projektov se grejo, pa še to stvari so plačani in tudi v bistvu poganjajo te interese, ki so pač demo production več, kako bo to pač v bistvu ne to, kar bi bilo najbolj. Mislim, da te definicije tudi zelo malo njih ustreza. Ja, zdaj mogoče se bom poskusil zelo na kratko odzvati. Jaz, ko sem govoril o elitni univerzi, tisti starega tipa, sem hotel reči, da je njeno poslanstvo bilo reprodukcija kulture pač vladajočih skupin, se pravi predvsem meščanstva. V tem smislu je reproducirala kulturo družbene elite, v smislu pač nosilcev moči in njihovega posebnega diskurza in pogleda na svet in tako naprej. Upoštevati morate, da je bila to družba, ki je bila izjemno razslojena, kar se tiče kulturnega kapitala. Velika večina ljudi je bila polpismenih ali nepismenih, nekateri so pa pač brali Hegla. In univerza je bila namenjena tem. In vpisnih mest je bilo zelo malo in vpisovali so se ljudje iz bogatih družin, za katere je bilo to pač prestiž in del reprodukcije njihovega življenjskega stila, ne pa sredstvo za to, da bojo potem z nekim poklicem služili denar, ker so pač denar služili z raznimi rentami. V tem smislu sem govoril o elitni kulturi stare univerze. Zdaj, kaj bi bila elitnost na univerzah danes, je pa vprašanje za debato. Jaz mislim, da se je zaradi tistih sprememb, ki sem jih opisoval, vi pa tudi, so se kriteriji akademske odličnosti pravzaprav spremenili. Iz te neke univerzalistične vednosti, ki je zmožna sinteze, epistemoloških prelomov in tako naprej, se je danes prišlo v to, da se pač najbolj vrednoti tiste, ki se najbolj znajdejo pri aplikativnih nalogah. Vaša zgodba, ki ste nam jo tu povedali in s tem dopolnili moje predavanje, je pa to, da pravzaprav je tule neka zelo plehka politika anything goes. Skratka, katerikoli projekt je v redu, samo da prinaša denar. Tudi če je v smislu recimo razvoja novih tehnologij zastarel ali pa, ne vem, staromoden. In če je to tako, potem se bo to seveda poznalo na dolgi rok, ker se tule ne bo pač razvijalo in reproduciralo najnovejše in najodličnejše tehnično znanje in bo potem tudi težava seveda z reprodukcijo kadrov in tako naprej. In verjetno najbolj ambiciozni bojo hodili v tujino, kot recimo tudi vaš primer, domnevam. Tako da, če enkrat, ena stvar je ta, da se je pač poslanstvo univerze premaknilo od reprodukcije kulture pa teorije k aplikativnosti, drugo je pa to, da so se tudi znotraj tega polja pač standardi spustili. To je pa neka druga stvar in ni nujno posledica usmeritve k aplikativnosti. To je pač huda reč, ki je sama po sebi problem. In je dodaten problem. In pomeni v bistvu perifernost. Tako da teh bizarnih zgodb, s čem vse ljudje služijo, imam pa toliko, da sploh ne vem, bi s tem začel. Mogoče samo en primer. Glejte, nek bivši dekan si je umislil tako rento,
da je privatiziral rekuperator od fakultete, se pravi napravo, ki zbira toploto iz prezračevalnega sistema in potem svoji fakulteti prodaja to toploto nazaj. Pač, jaz ne rečem, če bi imel hude intelektualne ambicije in bi postal hud maher za mednarodne projekte, ki bi bili v svetovni špici, pa bi si iz tega izplačeval dvojno plačo. Ne, on si izplačuje dvojno plačo v bistvu prek svojega SP-ja, tako da fakulteti krade toploto in jo prodaja nazaj. To je pač čista korupcija in to je tak, ne, mislim, drobni gospodarski kriminal. Ne. Tako daleč smo padli. Izvolite. Ivan, najlepše. Hvala. Torej, kaj storiti z raziskovalnimi programi neaplikativnega značaja, torej neaplikativnega značaja, ki svojo dejavnostjo in izsledki potrjujejo predpostavke naravoslovnih in tehničnih vednosti o svoji odvečnosti in obenem tudi pač svojo dejavnostjo in pač nenazadnje z ideologijo, ki jo producirajo, tudi podpirajo prevladujoče politike, ki tudi delujejo v smeri, da ukinejo to istovrstnost. Skratka, kaj narediti s tistimi družboslovci, ki niso uporabni niti za kapital, niti za razredni boj delavskega razreda? Ja, a to mene sprašujete? Ja. Mislim, dobro, sej ni vse razredni boj, ne? To bom jaz pluralističen, ampak veste, mogoče samo to, no? V znanosti pravzaprav ni drugega verifikatorja neresnic in ideoloških zdrsov, kot je pač kritika strani same znanstvene skupnosti. Tisto, kar bi bil mogoče odgovor, je ta, da rabite tako znanstveno politiko, ki bo spodbujala tako organizacijo akademske skupnosti, da bojo v njej tudi kritični glasovi, ki bojo ideologom rekli, sorry, ideolog si, odidi ven. Jaz ne vem, je bilo to eksplicitno rečeno, ne, ker sem zamudil kot everyone does, ampak ja, meni se zdi čisto razumljivo in racionalno, da rektorji univerze zasledujejo zelo kratkoročne cilje s temi kako so mikrodokazili in zato, ker ljudje, ki so javni zaposleni, ki delajo javni sektorji, so lahko izplačujejo nagrade samo iz tržnih projektov. Ne vem, je bilo to eksplicitno povedano, ali ne? Ampak pač tudi tukaj je del motivacije za to, da se gradi za tržno sredstva. Eno je, ja, ok, fakultete so sistemsko podfinancirane, ampak vse to se samo odraža pač na nižji kakovosti študija, pa nižji dostopnosti študija, se pravi nekaj, kar bi skrbijo kakšnega rektorja ali dekana. Ampak če si pa lahko zdaj izplačal nagrado, zato ker pride več sredstev v fakulteto skozi privatne kanale, oziroma nekaj, če ne se reče tržna dejavnost, pa pač je tukaj zelo jasno, motivacija, zelo jasno incentiv za to, da se preusmerja resurse tja. Eno so spin-off podjetja iz raziskovalnih inštitucij, drugo je pa to, tako kot so bila te afere, kaj je bila fakulteta za upravo, za organizacijske vede, ne, vsi ste omenili, pač 9 predavanj sad. Zato do tega pride in zato je to pač neka racionalna strategija rektorjev, ki so, ja, ok, dobro, sta rektor in strateški vodji univerzi, ampak predvsem so to neki privatni posamezniki, ki imajo svoje privatne interese. Ja, no, ampak, veste, skrb tistih, ki oblikujejo razvoj akademskega polja, bi pa vendarle moral biti usmerjen vsaj v to, kakšna je na koncu vsebina tistega, kar se trži. Ne? Zdaj, da ne bojo mikrodokazila, pač spet karkoli, ne, tudi prodajanje praznoverja, ne, recimo pozitivne psihologije in tako naprej, ne, samo zato, ker prinaša denar. Ne. To bo pa res pogreb univerze. Tako da ta mentaliteta, ne, treba se usmeriti v pridobivanje dodatnih virov, pa ni važno, kaj so, saj trg odloči, ne, rabi vašo storitev ali ne. Tole se mi zdi nevarno, pa že dolgo let vidim, da marsikdo iz vodstvenih krogov sploh ne razume, na kaj opozarjam. Ne morete iz česarkoli delati biznisa. Ne? Ok, če potem ni novih
kakšnih vprašanj? Pa bi še jaz enega zastavil, no. Zanima me čist iz tega vidika zdaj pri v okviru neke znanstvene produkcije ali pa raziskovalne dejavnosti, pa v končnem smislu glede funkcioniranja samih univerz, je tudi en kup nekega kadra, ki je v bistvu neviden, pa nikoli ni nikjer zaveden. Torej recimo nek administrativen kader pa tako dalje. A bi vseeno rekel, da tudi tukaj ne pri vseh teh dejavnostih. Mislim, če imamo to neko razredno razliko med samimi, torej raziskovalnimi kadri, je tukaj, bi rekel, da še ena dosti večja razredna razlika med enimi, ki sploh nikoli nimajo možnosti, da bi bili kjerkoli pripoznani, ne glede na to, da so vsem ključni za funkcioniranje raziskovalne dejavnosti. Kaj bi, ne vem, o tej delitvi? No, tudi oni seveda poskušajo priti zraven, ne? Recimo poudarjajo, kako tudi oni prispevajo nekaj k tem dodatnim projektom in tako naprej, in da bi tudi oni morali pač participirati pri dodatnih plačilih in se včasih jim to tudi posreči, ne? Je pa dejstvo to, tu je ogromna razredna razlika, ne samo zaradi pač podrejenosti, zaradi delitve dela, ne? Predvsem so tu ogromne statusne bariere, ne? Skratka, ta razlike v simbolnem kapitalu, ne, to je ta nadutost, ne, nadutost profesorjev do strokovnih delavcev, to je včasih, mislim, nemogoče gledati, ne. Prav izživljanje, ne, lastnih življenjskih frustracij nad nekom, ki ni v poziciji, da bi ti oporekal, zato ker pač nima tistega doktorata. Ne. Tako da, ja, tudi to je en sestavni del cele zgodbe. Potem, če ni drugih vprašanj, bi se zahvalil predavatelju še enkrat za odlično predavanje, zahvalil bi se tudi vsem vam, da ste prišli. Naslednje predavanje bo spet čez en teden ob isti uri. Predaval bo Marko Zajc. Najava pride v prihodnjih dneh. Poleg tega so nas tovariške organizacije tudi pozvale, da povabimo na protest o 1. maju, ki ga organizirajo, tako da pač je že najavljen na socialnih omrežjih od Iskre, tako da si poglejte to, pa seveda pridite. Hvala. Hvala.